Koliko si vredna v svetu, v katerem delaš? Se ceniš dovolj? Te dovolj cenijo? Seveda so delovna mesta različna in ponekod so nujne izobraževanja, ampak je povsod tako? Ali obstajajo delovna mesta, kjer je bolj pomembno, kaj človek zna in česa je sposoben, kakor to, da ima šolo? In je to dovolj? Bi bilo bolj prav, če bi namesto diplome zaposlovali na določenih mestih ljudi, ki so rojeni za to in imajo izkušnje in čut. Zakaj so ljudje, ki nimajo ustrezne izobrazbe, slabše plačani na istem delovnem mestu, kakor tisti, ki to izobrazbo imajo? Pa čeprav so prvi boljši. Že sam primer je ta, da lahko diplomiraš kot učitelj ali vzgojitelj, ampak na predavanjih ne moreš pridobiti empatije oziroma čustvene inteligence, a ne? Zakaj je tak pedagoški delavec plačan več od nekoga, ki ima manj šole sicer, ima pa čut in empatijo do otrok? Kje se v teh primerih najdete vi? Kje so indikatorji tega, da pokažejo, koliko je človek res vreden na delovnem mestu? No, z vami bodo Stanka, Judita, Katja in Natalja, vi pa dobrodošli v naslednji oddaji. Ojoj! Lep pozdrav spet v novi oddaji in nam sicer je tema, ali je načelo, koliko si izobražena, da se boljš počutiš, da si več vredna, ali sploh ni važno, kako izobrazbo imaš. Kaj mislite? Jaz bom rekla, jaz imam srednjo tekstilno šolo, 3-letno. Jaz sem šla pol naprej, ampak nisem pol dokončala, ko sem šla pol v Anglijo. Ampak bi rekla, tule v Sloveniji, tu je velika razlika, proti Angliji pa Sloveniji, to je ogromna razlika. Tukaj v Sloveniji bi rekla, da jaz sem se vedno počutila manj vredno, zaradi tega, ker sem imela samo 3-letno šolo. Eni so imeli 4-letno, tu imaš 3-letno šolo, ne, ki pa to Bog ne daj, ti ne moreš te službe dobiti. Če sem bila sposobna za bilo kaj drugega, ampak ne, ti ne moreš te službe dobiti, ker pač nimaš izobrazbe. Ampak mogoče bi bila jaz boljša od tebe, ko imaš ne vem kako izobrazbo, ker mogoče mi bolj to leži, pač sem se za to odločila, pač za tiste točke, ko so bile 2 točke, jaz sem hotela iti drugačno zdravstveno, ker sem hotela biti živinozdravnik. 2 točke sta me sfalile in nisem mogla iti. Ja, in zaradi tega drugo možnost sem pa kar napisala tekstilno, čeprav sem mislila, se tek ne bom šla tja. Ampak ja, glih tja sem šla, te sem se tek drla, res, pa mi je pa ati zraven, je pa rekel, veš kaj, Natalja? Tako je šivilja Klara, po dnevi šiva, po noči para. Jaz sem se tek drla, tega nikoli ne bom poznala. Mamo sta se smajala, jaz se pa drla, tega bom pomagi. Zdaj gledam. Za to šolo. Če ne bi imela te šole, ne bi bila tukaj, kjer sem. Ampak jaz zdaj šele vidim, kakva vrednota je bila to. Ker sem dobila ogromno s tem. Ne samo šolo, ampak jaz dobila tako bogatstvo tukaj zraven, ker sem take izkušnje zraven dobila. Ker če ne bi imela te šole, ne bi mogla iti v Nemčijo. Če ne bi bila v Nemčiji, ne bi mogla iti v Anglijo. In se je vse tek speljalo, tako da, ja. Tako da, prej sem se počutila manj vredno, absolutno, ker so mi vsi rekli, oj ti pa ne moreš, jaz pa tebe ne morem zaposliti, ker pa imaš samo 3-letno šolo, bla, 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 bla. Da bi me zdaj kje rekel, zdaj jaz pa tebe, pa se te tudi ne rabim, da se tudi ne bi šla k tebi delati, ker če ne vidiš vrednote, da vidiš samo po izobrazbi, sram te je lahko. Ampak to je večinoma tukaj v Sloveniji. V Angliji tebe noben ne vpraša, kako izobrazbo imaš, ki imaš pa papirja, pokaži mi, kakve ocene si dobila, pa giba. Kaj znaš? Kaj še je tekle, tudi na podeželjih, pa se po mojem mestu tudi, kdo kjer koga pozna, bomo pa tizga zaposlili, ne? Ja. A je to tekle, je, ne? Zelo veliko, ja. Dost še je tega, pa mislim, da po Ljubljani pa posod tek tudi, po moje. Pa tudi to, ne, zdaj, kak je služba, ni samo mogoče izobrazba, tudi, recimo, ne vem, služba zdravnika je več vredna kot služba, ne vem, ene vzgojiteljice. Ja, absolutno. To so tudi sodniki, to je višji Višji standard. ne vem, učitelj
učitelj ali pa trg se mi zdi, da se tudi zelo delajo razlike. No. Tako, a učitelj pa vzgojitelj sta pa sploh razvrednotena. Včasih je to bilo spoštovan poklic, zdaj pa sploh nima neke vrednote, ker otrok lahko vse, ti pa kot vzgojitelj pa učitelj imaš pa zvezane roke. Težko red postaviš v skupini, ker se že kao nič ne sme. A ni žalosten, da si vrednoten po tem, kako šolo imaš? A ni to žalostno? Ne, veš, kaj je problem? Pri nas v Sloveniji je problem, da določenega poklica ne moš upravljati, če nimaš določene izobrazbe. Pa se to govorim. Ja. Recimo, ne vem, je razpisana služba ta in ta, vidiš opis del in je zahtevana 6. stopnja izobrazbe. Pa se jaz vprašam, zakaj 6. stopnja izobrazbe, če je to nekaj, kar jaz počnem vsak dan? Zakaj zahtevana 6. stopnja izobrazbe? To se ti naučiš na koledžu pa v šoli, to te izkušnje pol naučijo. Tako, a veš? S teorijo, tudi to, priješ z faksa, Imaš polno teorije. pa imaš samo neko teorijo, prakso pa ne. To manjka tudi tukaj, ker si več vreden, če imaš ti neko prakso, pa da kaj znaš. Izkušnje, pa tista šola. Jaz sem se bolj soočala s tem med družbo. Recimo, jaz sem tudi hodila, seveda, ker smo bile sošolke, tudi jaz sem imela iste principe, jaz sem si pa najbolj želela biti enkrat v tem. Hotela sem biti modni kreator in jaz sem vedela, da če bom ogromno šivala, je to za mene sam plus. No, realnost je prišla, ko sem prišla res na kreatorsko v Ljubljano. Tam je prišla pa res realnost. Meni je bilo že v prvem letniku jasno, če ne poznaš, če nisi pri koritu, če nisi dovolj finančno usposobljen, mislim, če ni denarja, lahko ti pozabiš na to, da se boš zdaj prebil med tiste, ker rabo si res ogromni finančno, res veliko finančno injekcijo. A daj ni? Ja. Zakaj pa? Zakaj? Zato, ker če si hotel narediti modno revijo, svojo lastno, si mogel nabaviti blago, si mogel če si hotel sam prodreti naprej, zastopiš, da si hotel ti prodreti naprej, pa jaz, recimo zdaj imam dokončano modno kreatorsko, to pa zdaj hočem delati, to je moj cilj, sam za zagon, da jaz naredim modno revijo, bi rabila ogromno keša, kje ga ne dobim? Kje je material, kje so manekenke, kje je sama ne bi zmogla šivati toj kreatorskih, kje so fotoshootingi, kje je sam najem prostora, to se veliki denarji obračajo. To se veliki denarji obračajo. In kaj je pri nas problem? To ni šans, da uspeš. So kreatorji določeni, pa so mogoče uspešni. Ne, pa potone, tako da so enih parih je, recimo, ampak v glavnem pustimo zdaj to, jaz sem šla pa tudi naprej, dokončala 5. stopnjo izobrazbe, seveda šla še naprej, pustila. Pametno je. Ja, pustila, ker pač, ko sem seveda zavohala. A ti je denar zadišal? Tako, ko je denar zadišal, ko sem dobila redno službo, ko meni denar zadišal, sem še nekaj cajta hodila, sem še probala, hotela sem živeti, hotela sem uživati, hotela sem si marsikaj privoščiti, faks, kdaj bom sedela za knjigi in pa se učila, 2 letnika sem naredila faksa, pa sem vse skupaj pustila. In poslušajte to zgodbo. In potem seveda ostajam z 5. stopnjo izobrazbe. Kaj mislite, da se jaz nikoli nisem srečala, da mi je kdo rekel, ti imaš pa samo 5. stopnjo in to v družbi. What the fuck? What the fuck? Ko ti misliš, da si ti več vredna kot jaz, ker imaš 7. stopnjo izobrazbe? Halo? Znaš žarnico priviti? Znaš kabel skupaj sestaviti? Znaš avto poslušati, ko je nekaj narobe? Se znajdeš v svetu? Ne, se ne. Ko je nekaj narobe, pa otrpneš, pa čakaš, da ti pride do pomoči. Jaz sem ful iznadljiva. Jaz včasih pridem domov pa rečem, poslušaj ti, avto ima čuden zvok, poglej, to poglej. Katja je že mehanik. Ja, nekaj mehanik. Pride ven, mi reče, da nič ni, pel se z njim pa boš čutil. Jaz imam avto tule noter.
A veš, te stvari, ko se takoj, jaz pravim, velika iznajdljivost, ampak ja, jaz sem se s tem že srečala. A ti imaš pa sam 5. stopnjo izobrazbe. What the fuck, lega? Ne mi ti s tem. Ne mi ti s tem. Ne, že klavuta. Ja. Ampak a razumeš, recimo, grejo kupiti računalnik, pojma nimajo. V ničemer nimajo pojma. Imajo pojma samo o svoji stroki. Ja. Je še pa kaj drugega okrog. Ne? To je to. Kaj bolj velja? A bolj velja tvoja izobrazba, kar pač si se učila, ali kaj ti znaš v življenju? Jaz sem zato, da kaj znaš v življenju. Da se znajdeš. Realnost je pa drugačna. Ja. Da se znajdeš. Mene pa zelo zmoti to, kar tudi recimo delovno mesto. Jaz sem že doživela, ko je pač prijateljica rekla, on je pa direktor. Si ne upam z njim govoriti. Zakaj ne, se je glitek človek, mislim pa, ali kaj zdaj velja, kak je človek, ali kaj on po poklicu pa po izobrazbi. Glih te gre. Če se on pogovarja z mano, zakaj se jaz ne bi z njim? Zato, ko je zdaj direktor. Ne! Ja, res je. Sam kdo je tisti, ko ga tek gor dana, da ti sto... Ja, pa to je to! Ja, mi delamo tek na, wow, zdaj je pa bok, joj. Pa glih te gre na WC, ko jaz. Ja, on je pa minister, oj, zdaj pa minister pride. Zdaj pa si zmirno stati. Pa ne lihi. Veš, to jaz nimam težav. To, da bi mi nekdo rekel, on je pa minister, sploh ne bi imela težav. Veš kaj je pa fajn pri meni, ko jaz pa noben ga poznam, ne. Zdaj sem bila 22 let v Angliji in noben ne poznam. In jaz bilo, kjer bi se pogovarjal, se normalno pogovarjal, kam me briga, kaj stite. To meni res ni več. Nema kipa. Pa reče, a veš, što je to bilo? Ne, to je bil pa župan. Ti si pa si kar tekla. Ko zdaj, če je župan? Zdaj bom pa šla na kolena, pa se me bom tam klad, ma daj nehi, no, pa kaj me ne briga, kaj si. Za mene si človek, to je pa tudi vse. Kaj velja, kakšen človek si? To je to. Lahko si direktorica, lahko si pa gnila noter in kaj pa imaš to od tega? Nič, noben te ne mara, nobenega prijatelja nimaš nič. To se pravi, da kar ti delaš, to nisi ti. Služba te ne naredi, ampak kar baš ti noter. To bi jaz rekla. Ja. Jaz se prav strinjam s tem. Res, jaz sem bila sploh pozabiti ne morem tistega, ko so me teka, veš, ko nisem mogla službe dobiti tisto, kar bi jaz delala, a pa boš nekvalificiran delavec. Vse pa imam srednjo šolo, ja pa ne moreš ti to delati. Mislim, a veš, res mi je bilo tako, ampak ko greš pa v svet, je pa čisto drugače. Res, v Angliji te ne vprašajo, kako šolo imaš. Tako sem rekla, res ne, ampak kaj pa znaš? Kaj si pa že delala? Kje se znajdeš? Kje se vidiš? Kako vizijo imaš? A veš, njim je bolj to pomembno, v bistvu oni gledajo, ko nekoga vzamejo za delo. Kaj bi ti lahko naredila za njih? To je razlika. Kaj boš ti naredila za to firmo, da jo boš na drug level potisnila, pa če imaš kakšne ideje, pa kaj se veš, več glav, več je seveda. Se pri nas je pa to, ker na papirju ima izobrazbo, izkušnje, prakse je pa tako malo, pa skozi jim že govorijo, dajte več prakse otrokom, pa je nimajo več in bolj so brez izkušenj pride za delati, a ne? Premalo prakse. Ja, pol je pa vse narobe. Ali pa greš neki delati, rečemo učitelji. Grejo za učitelja, nimajo pa tiste notranje, a veš, moči, da bi bili človek, da bi pomagal, a veš, da bi se znal obnašati. Zdaj pa, če imaš izobrazbo za učitelja, zdaj pa, a veš, pa lepo. Če zdaj pogledaš nazaj v svojo osnovno šolo pa srednjo šolo, kakšni učitelji so bili? Grozljivi. Bog pomagi. No, jaz jim ne bi nikoli ga ne bi zaposlila ali pa jo zaposlila.
Še za pucanje cesti ji ne bi dala, res ne. A veš, da delaš ti, sploh pa z otroci, veš, koliko lahko ti zaznamuješ otroka, ko ti nekomu rečeš, ti pa nisi dovolj dober. To lahko, ti mu uničiš mu življenje. Ker ima pa to skozi, učiteljica mi je rekla, jaz pa nisem dober in tudi nikoli ne bo nič iz tega. A veš, samo otroci odrastejo, kaj pa pol, ko ga vidiš rečemo na cesti, takega učitelja. Kaj bi mu vrgel ta obučo, čistek. To se prvo povedati, kaj si dosegel, kaj se znajdel, kaj pa zdaj počneš. Veš, kaj je pa najbolj žalostno? Ko se te ne bi zapomnil. Ko se te ne bi spomnil, kdo si bil, Ti, samo to si imel celo življenje v glavi, kaj ti je ta učitelj naredil. On sam se te pa na koncu še spomnil ne bi. Kdo pa si ti? To sploh ne vem, kdo si. To te pa zaznamuje, to je pa tisto, veš. Zato jaz bi rekla vsem tistim, ko grejo za učitelja, pejte s tem namenom, da boste pomagali. Pa da jih učijo za življenje. Jaz tudi pravim, najbolj važne so osnove, sploh pa takih nekih otrokih, ali samostojnosti, pa take stvari, da jih učiš. Ne pa nekaj tist, ki se kar na ven, pa na ven, pa na ven, pa na ven. Vidi, ko sta učiteljica, a imata slučajno, sta kdaj videla kak primer, da je bila kjera učiteljica, pa da si jo videla, da narobe dela? Ste imeli kdaj kak tak primer? A pa sta rekla kaj? A se je ukrepalo, ali se to kar pusti? Zaradi tega, ker ima pač šolo, pa izobrazbo, pa ker je pač učiteljica že 20 leta, pa bilo kaj. Zelo redko kdaj, da se te ukrepam. Zdaj lahko opozarja, ampak ukrepa se pa redko kdaj. Pa zakaj misliš, da je to tako? Tudi če je škoda narejena. Sej ponavadi ni bilo neke, hude škode, je še to, za enega mojega učitelja se sicer spomnim, se ni takrat nič ukrepalo. To je res, Recimo, da učiteljica namerno povzdiguje otroke, ki so bolj materialno priskrbljeni, kakor pa tiste, ki so... to se ne bi smelo dogajati. Se ne bi smelo, pa vse, veš. Pa vse, to je realnost, to si rekla. Pa vse, a veš, ali pa... Sej ne v vsakmu, da nas ne pomote, ampak se pa. Jaz imam pa glih občutek za te ljudi, bolj kakor pa za tiste, ki so materialno priskrbljeni. Ali za tiste, ko nimajo denarja? Bolj, ne vem. Ko si sama bila v tem? Ne vem, pa mogoče, pa niti nismo bili tojk, ampak nekako imam večji občut do njih. Jaz tudi, mi tudi nismo, ne vem, nekaj bili bogati, nikoli, doma. To, da smo imeli zafurati, pa to je to. A ni to dovolj? Vse zadovolj. Sama veš. Pa se tudi sama zdaj nima dosti, da je za zdrav, pa da si lahko še kje privoščiš. Sama veš, ko si v tem, da tega ne vidiš, pa ko ti odrasteš, ko ti pa šele vidiš, včasih je prepozno, ampak res vidiš. Ker jaz, zato sem pa rekla, že v prejšnjih oddajah, ko smo se pogovarjali, meni je to dalo tist a veš, da sem se potisnila, ker nismo imeli, ker sem videla od drugih, ko smo se pogovarjali za favšijo, ko sem videla pred drugih, kaj imajo. In to je mene pol, a veš, tako potisnilo, da sem si rekla, jaz pa ne bom tako živela. Jaz hočem pa bolj živeti, jaz hočem pa drugače živeti, jaz hočem pa to imeti, pa to, pa to, pa to. Ampak, ko sem do tega prišla, mi nič kaj ni pomenilo. A ne? Čist nič. Se. Nobene razlike ni bilo, to je to. Jaz mislila, fajn bo, ko si vlaka prvošla vse. Nobene razlike ni, da bi se jaz boljš počutila zaradi tega, ker sem imela več denarja. Prav je, da Se nisem. njih to pravijo, da ko enkrat cilj dosežeš, kako pa zdaj? Kako pa zdaj? Zato pa pravijo. Zato pa pravijo, Spet nov cilj.
To se že Pot je čuti, pomembna, pot je ja. pomembna. Pot, po kateri hodiš do cilja, Ja. da je pot bolj važna, kot pa sam cilj. Ali pa recimo, to A ne. pomeni, da so v bistvu pomembne druge vrednote, ne pač. Ja. Ne? ali pa Denar pa- ja. Ali tudi kaj se pri nas dogaja. Podjetje. Par je z visoko izobrazbo, par je s srednjo izobrazbo, rečemo. Ne? In en s srednjo izobrazbo je nenormalno sposoben. Kontrolira lahko cel prostor, vse lahko ima tule noter. Pa mislite, da bo kdaj napredoval? Ne. Ne, Ne bo. ker nima ustrezne izobrazbe. Vsi bojo hodili k njemu po nasvete, vsi ga bojo bombardirali, pa bo temu rečemo najbolj Ja. obžrt z vseh strani, ne? Še toliko se ne bojo spomnili, da bi mu višjo plačo dali, ne? Ekipa, ker Zakaj? nima, Ker nima izobrazbe. Ja, kaj, če bi pa firma plačala mu izobrazbo, to se pa ne spomnim. to pa ne, ja, ekipa, Tudi če bi vlaganje ne, vzeti, ja. Tudi če bi mu, vprašanje, če bi šel, ker je že odtrujen od vsega. In kje se pol najde? In pol ve, da se to drugje ne bo nič boljš, ker spet nima izobrazbe. In nekje v začaranem krogu je, pa je sposoben ful, to je pa nas ful velika krivica. Tak človek ne more napredovati, pa kolikrat taka oseba ima nore ideje, ko bi, tako si ti rekla, kaj ti daš, ko bi Ja. podjetje popeljali čisto po drugi strani sam. On pa ne more dati ideje, pa kake pa ima, Ker nima izobrazbe. nima izobrazbe. Ja. Ja, in si tam, in si skozi Tako. v predalu. Tako. Imaš Ko bi- predal za srednjo šolo, imaš predal za Ja. višjo šolo, imaš predal za ja, Univerza. ta predal greš ti. In Ja. pol so recimo še večje podjetja, ki imajo recimo, ne vem, pa rečemo, da imajo marketing, vse imajo, ne? In od take osebe kradejo idejo, ki jo na koncu predstavijo kot svojo. Ja, seveda. Da je sigurno to. To je grozljivo, da se to To je dogaja. tako v filmih. Ja, saj je tako v filmih. Ja, a ni to žalostno? Žalostno. In kaj ima taka oseba? Počuti se res manj vredno. Manj vredno Ja. izkoriščen, A veš, tukaj pa jaz pa drugače stečem. mogo bi nekaj narediti. Ja. Bravo. Če vidiš, da nikamor A veš ne kaj? prideš, nekaj Da narediš. tisto idejo, ko mu vzamejo, za njo stati pa hoditi pa po nekaj povedati, v glavnem, ne jo povedati, dokler te ne prisilijo, da ti predstaviš šefo. Vse te ne bojo povabili. Verjem, da te ne bojo. To so polni v minusu. Ne. Paste, oni imajo svoje zvite lovke. Paste, pa te pa en kolega povab, sodelavec povab na kavi, pa se mal menta, vzbuditi občutek zaupanja, vse načrtno. Vzbuditi občutek zaupanja, malo se pogovarjata, on mu izda kako idejo, nese vse naprej. Pa smo tam. To je vse načrtno. Vse, kar se v podjetjih dogaja, je včasih zelo umazano. No? A veš, to sem pa ugotovila, mislim, ko sem v Sloveniji delala, da vsi, namesto da bi skupaj stopili, pa bi šli proti enemu toku, tako Ja. vsi so za sebe. A veš, Ja. to je tak strah. Ja, strah je. Ja, kaj če izgubila službo, ne smem to. A veš, skozi si omejen, ker te je strah, da če boš izgubila si, a veš, Ja, kaj boš, ja. brez denarja, brez vsega, Ja. namesto da bi drugače pogledal. Ker zdaj, ko vidim, drugače, ko res, ko sem, jaz imam kar veliko izkušenj glede tega. In zdaj, ko vidim jaz to, če ti izgubiš službo, reči hvala, da dobim boljšo Točno priložnost. Ne, Točno to. zdaj sem pa izgubila službo. Reči hvala, Ko sem do nova vrata odprla. točno, ker vedno se nekaj boljšega Pač ta odpre. verjetno ni bilo za tebe. Ni bilo več za to. Saj si Mogoče jo tako- pa prerastel. Ja, Mogoče jo pa prerastel. ker si več vreden, vedno se Ja. moraš vrednotiti več, ampak do tega priditi, veš. To so pa pol izkušnje, ker te more, se mi zdi, premetati po cesti, da si prideš gor, da rečeš, Mene ne zanima, kako izobrazbo imam, sploh ne, ampak kaj sem jaz sposobna. Ker lahko si ti, ne vem, šivilja ali pa si lahko mehanika, pa si lahko bilo kaj, ampak kaj si ti sposobna narediti v svojem življenju. Ampak to je pa pol odvisno od posameznika, koliko se, ne da se žrtvuje, ampak koliko se upa, da se Da potisne. se potisneš Ja. naprej. Novim stvarem Ja. naproti.
Ja, Ja. jaz sem vse spustila. Jaz sem iz Slovenije šla, jaz sem šla vse posod. Trbuhom za kruhom. Absolutno. Ker jaz imam v glavi to, če mi ne bo všeč, jaz šla gre vedno nazaj. Ampak probati pa moram, ker če ne bom probala, nam bo zihar mi bo žal, zihar. In jaz imam skozi tisto, nekaj bom zamudila, nekaj bom zamudila, nekaj bom zamudila. In ko se potisne, kak je fajn, kak je fajn. Ja, a veš, ko grem tudi noter brez pričakovanj. Res, ker se mi zdi, da ko če ti nekaj pričakuješ, si pa razočaran, ker ne boš tisto dobil tisto, ampak boš tisto dobil tisto, kar je za tebe. In jaz sem vedno samo tisto imela v glavi, če mi ne bo všeč, bom lahko vedno še pridem domov. Čisto vedno. In sem vedno šla. To se je kot odpiralo. Ker jaz tudi zdajle, za bilo kaj je, ali je za televizijo, ali za radio, ali za to, jaz pa da študiram, kaj bom jaz to spalala. Jaz se kaj pa tisto, ja bom. Pol šele začnem študirati, ko je že, ne vem, 5 minut pred tem, kaj bom to spalala. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, če si ustvariš neko sliko, je pol strah. Pol se pa nazaj potisneš. In to sem se pa res naučila, nikoli se ne omejujem, potisnem se. Boš rekel, ker bo, če bo za mene, bo, če pa ne bo, pa ne bo, ja, lej, bom šla pa nazaj. Ja. Ne da. Sam je res, ja, potisniti naprej. Iti malo v neznano, ja. Nekaj najboljšega, kar lahko narediš. Te stari ključi ne odpirajo novih vrat, ne? Bravo, nov ključ se ne da delati. Zdaj ga pa pekoriš. In kaj bi vi svetovali nekomu, ko ne ve, kam se naj vpiše v šolo ali pa izobražuje ali pa da bi šel kam naprej, ali pa kaj bi jim svetovala, kaj bi ti svetovala, Stanka? Jaz bi posebej rekla, da najprej naj pri sebi ugotovi res, kaj ga zanima. Iz sebe ne izhaja, zato ker če bo pol ti skozi delo, itak še imaš možnost pol spremeniti kaj, a ne, ampak ne tukaj sam se, če mu učiteljica ali pa kdorkoli svetuje, najprej mora videti, kaj sam želi. Da prvo mu ne bo to vodilo, bi jaz rekla. Pol pa tudi gledati, kakšne sposobnosti, kamo leži, koliko ima znanja, da bo to dosegel, pa tako naprej. Prvo pa res tisto, kaj bi pa jaz delal, kaj bi delal. Prva točka, izhodiščna točka, ja. Ja, jaz bi isto rekla, da pri sebi premisli, v čem je dober, kaj je njemu, kaj ga veseli, kaj je njegova najboljša točka, no pač ne vem, ali risanje, ali nekaj z rokami, ali pač kaj njemu predstavlja veselje in se potisniti v tej smeri, no. Pač poiskati, če je treba nova izobrazba, pač poiskati poti, ki ga bodo peljale točno tja. Katjuška bo pa takole rekla, vedno imaš možnost izbire. Katja, si ti slišala? Ne. Ne. Gledaš pa suha. Kaj bom bolj suha? Ne zgledaš bolj suha. Hvala lepa. Lepa si. Vedno imaš možnost izbire, vedno. Danes sploh, ker vse poteka online študij, vse, vedno imaš možnost izbire. Vedno, če se odločiš, da bo v srednji šoli, ne boš nič delal, pa šel po svetu, izvoli, lahko delaš, imaš vse možnosti odprte. Lahko še vmes študiraš, lahko prideš nazaj, vedno imaš možnost izbire. In se res ne omenjuj s tem, kdo si, kaj si, kakšno izobrazbo imaš. Glavno je, da si tu pameten, da si razgledan, da veš, kdaj se je, da veš dogodke tudi okrog sebe. Pa da si dober človek. Pa da si dober človek. To je najbolj pomembno. Ja, točno, ja. Jaz bi pa rekla, nikoli se ne, bi rekla, ne si postavljati meje, ampak si vedno pusti odprto, ker nikoli ne veš, kam te zanese, pa odnese. In jaz bi rekla, da ko se ti vrata odprajo, ne reči, tega pa jaz ne pridem, pa to pa ni za mene. Ne, je razlog, zakaj so se te vrata odprla. Teda, dej se potapki malo po tej stvari, malo preglej,
ko mogoče te bo noter. Ja, ker življenje te res, res uči. In te bo vedno boš nihala, sem pa tja, sem pa tja. Da, če zdaj delaš neko delo, ko ti ni všeč, to ne pomeni, da boš tukaj noter ostala. Samo imej še nekaj zraven, pa si, tako si ti rekla, Stanka, daj se vprašaj, kaj si ti želiš. Mogoče kot sam hobi. Iz hobija pride. Ja. To je to. Da, ne si reči, jaz sem pa navadna delavka, pa bilo kaj, kar nisi. Nikoli nisi bila. Omejevati se ne, Ja. ne. Ja. Točno to bom Ne še se povedala. omejevati. Točno to. Ti delavci, recimo sploh, ki delajo v proizvodnjah, se počutijo ful manj vredne. Jaz bom pa takole rekla, brez vas niti tega kulja ne bi bilo. Ja. A veš, kaj je v Japonskem? Če kaj ni v redu, da s firmo ni v redu, kdo gre prvi? Direktor, Bravo. pri nas, Delavec. Tisto denar nosi, mislim, tisto dela. Tisto kruh dela. Ja, veš, kako smo, se mi zdi, kako smo, Zamaknjeni. ja, kako imamo Tako, drugačno, logika. ja, in jaz, logike ja, ni. in jaz to opažam pri svojem delu, ko pridejo delavci brez poklica, se mi zdi, da kar nekako, ne vem, občutim tisto nelagodje in si včasih mislim, škoda, da se ne zavedaš. Brez tebe dejansko ne bi bilo nič, ne bi imeli avto, ne bi imeli zvezka, ne bi imeli tega, ne bi imeli nič, ne bi imeli. Če ni vas, ni dobrin, tega se zavedite. In tudi takšni morajo obstajati, da delajo v proizvodnji in kdor jih nik zaničuje, oprosti si ni za duši. Absolutno. Ja. Tako da vedno bodite ponosni na to, kar si. Tako. Tako da upam, da vam bo danes pomagala ta oddaja. Tako da, če imaš delo, ko te ne usrečuje, ne se omejevati, daj si vprašaj se, kaj bi ti želela delati. Lahko je samo hobi, lahko je krtek na strani, lahko je pa nekaj najboljšega, kar se ti bo zgodilo. Tako da, hvala lepa in se vidimo naslednjič. Čau, čau. Čau, čau.